Z vtisom zadnjega planinskega žiga se je v soboto na Debelem rtiču zaključil projekt Slepi in slabovidni planinci po slovenski planinski poti. V 155 dneh so izvedli 140 pohodov, na katerih jih je spremljalo 155 spremljevalcev, prostovoljcev iz vrst planinskih in gorskih vodnikov, alpinistov in gorskih reševalcev. Z njihovo pomočjo so premagali več zahtevnih vrhov, še posebej pa bodo pomnili vzpon na najvišjo slovensko goro in simbol slovenstva Triglav, ki ga je 18. julija letos osvojilo 19 slepih, slabovidnih, gluhih in ostalih invalidov. Planinska zveza in odbor In planinec smo naredili en zaključek s praznovanji. Slepi in slabovidni in planinci so zaključili slovensko planinsko pot. Danes smo vtisnili zadnja dva žiga, ki sta na tej poti od Maribora do Debelega rtiča. Praznovali smo 70-letnico slovenske planinske poti, 130-letnico planinske zveze, kakor tudi danes je dan slovenskega športa in pa mednarodni dan znakovnih jezikov. Vse to smo v 4-letnem projektu za izkušene planince. Vemo, da je to velika pot čez vse naše dvotisočake v visoke hribi in to je, rečemo, v samem začetku je bilo veliko dvomov, a bojo slepi zmogli, ali pridejo lahko na Jalovec, na Razor, na Prisojnik in na vse ostalo. In 80 žigov se je zbiralo. Preboleli smo tudi korono, ki mi sreči nismo imeli odzivov, razen par posameznikov. V 3 letih in pol je slovensko planinsko pot tako prehodilo več kot 91 slepih in slabovidnih planincev, poleg njih pa tudi gluhi in naglušni pohodniki. Leta 2017 je stekel projekt Gluhi strežejo v gorskih kočah, pri katerem je sodeloval tudi Blaž Urh.
Poleg pohodništva se ukvarja tudi s plezanjem. V letošnjem letu smo prvi v Evropi, to pomeni tudi v svetu, ki smo izpeljali tečaj za športne plezalce, za osebe z okvaro sluha. To je res bilo nekaj več, ker smo se v lanskem letu že dogovarjali z inštitutom, da so naredili novih 50 kreten, da so se usposobili prvo tolmači slovenskega znakovnega jezika, potem seveda gluhi, da so prevzeli te. In ko smo v aprilu in maju in v začetku junija so imeli izpite, je 8 novih gluhih, ki imajo naziv športnega plezalca in lahko v vsaki dvorani in v steni samostojno plezajo. To je za nas ena velika pohvala. Smo se že dogovorili, da v letošnji jeseni bojo plezali v raznih dvoranah pozimi v Sloveniji in se že dogovarjamo, da bomo v drugem letu to tudi ponovili. Udeležence dogodka je nagovoril tudi predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič, ki je dejal, da na tem dogodku ne proslavljamo le zaključka poti slepih in slabovidnih planincev po slovenski planinski poti, ampak proslavljamo predvsem vztrajnost, solidarnost in voljo do premagovanja ovir. Na prireditvi je bila postavljena tudi stojnica z igrami, na kateri smo se zaprtimi očmi preizkusili v igri spomin. Uporabljali smo zgolj dotik s prsti, da bi prepoznali vzorce na kartah in si tako vsaj za trenutek predstavljali, kako je doživljati svet zgolj s sluhom in dotikom. Čestitamo vsem slepim, slabovidnim, gluhim in drugim pogumnim planincem, ki so sledili svojim sanjam in kljub težkim izzivom prehodili slovensko planinsko pot.